Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Tokratno oddajo Med valovi začenjamo na reki. Prestolnica Kvarnerja ima bogato pomorsko in morsko zgodovino in številne zanimivosti, med katerimi so tudi muzeji. Tokrat smo za vas obiskali prirodoslovni muzej, ki vam ga predstavljamo v naslednji reportaži. Ni največji, ni niti najbolj inovativen, ima pa nekaj redko videnih eksponatov morskih prebivalcev Jadranskega morja, ki mu ga zavidajo tudi bolj ugledne ustanove tega prostora. Reški prirodoslovni muzej je pravzaprav naslednik nekoč uglednega morskega raziskovalnega središča Avstro-Ogrske, po katerem je podedoval marsikateri eksponat. Pomorska baština kvarnerskog područja izuzetno je kao prvo zanimljiva, a ono što možemo reći da je još uvijek relativno dobro i očuvana. U ovom našem muzeju postoje predmeti i preparati koji zapravo potječu od ustanova koje su nekad ovdje djelovale i kad je ta pomorska baština bila mnogo jače znanstveno istraživana nego što se to danas radi. Što se tiče baštine, moram ovdje spomenuti doktora Jozefa Lorenca, koji je bio jedan i od utemeljitelja Prirodoslovnog muzeja Rijeka, a osim toga bio je osoba koja je zapravo dala poticaj da Rijeka postane centrom istraživanja mora u drugoj polovici 19. stoljeća. Naše djelatnosti pokrivaju uglavnom prirodnu baštinu, šireg riječnog područja i šire od toga. Naš tim kustosa i muzejskog pedagoga pokušava proučiti prirodnu baštinu ovog kraja i prezentirati ju javnosti na različite načine. Stalni postav našeg muzeja bavi se i morem, možete pogledati morske pse i raže, ribe koštunjače, morske beskralješnjake. Imamo i akvarij mali gdje možete pogledati najzanimljivije organizme našeg Kvarnera. Koji su recimo najzanimljiviji eksponati koji imate u muzeju? Pa obzirom na neki interes, najzanimljiviji mogu biti s obzirom na atraktivnost, pa tu ne možemo zaobići morske pse, koje ovdje vidite ili koje ćete prolaskom kroz ovaj muzej uočiti. To je jedan od starih preparata u našem muzeju koji je ulovljen 1891. godine, velika bijela psina. To inače nije vrsta koja živi u našem moru, ali evo ga jedna vrsta koja je nekad dolazila za tunama koje su inače se mrijestile u Bakarskom zaljevu. V muzeju hranijo tudi dva izredna primerka morskih želv, vrst glavata kareta in orjaška usnjača. Ove želve su isto bile uhvaćene tu u Kvarneru? One su sve ulovljene u Kvarneru i to nekad je čak bilo mjesto gdje su one polagale svoje jale u Plominskom zaljevu, koji je nažalost danas devastiran izgradnjom termoelektrane. V muzeju premorejo tudi zanimive zbirke spušč, fosilov, školjk in rakov. Nekaj morskih organizmov pa si je možno ogledati tudi v manjšem akvariju, ki so ga uredili v kletnih prostorih muzeja, v katerem izvajajo tudi številne izobraževalne programe. Nudimo bogat program za skupine posjetitelja, različita stručna vodstva s različitim temama, radionice. Godišnje održimo oko 200 radionica u našem muzeju, oko 100 stručnih vodstava. Nedavno so v muzeju uredili tudi kotiček za najmlajše, kjer prav tako izvajajo zabavne in poučne delavnice. Pot nas bo sedaj, dragi gledalke in gledalci, vodila v največjo otoško državo na svetu, Indonezijo, torej pot Ekvator. Tam smo se odpravili na 3 majhne otoke z imenom Gili. Več pa boste izvedeli v naslednjih minutah. Večina turistov se na Gili odpravi z Balija, nekaj manj pa iz sosednjega, turistično precej manj razvitega Lomboka. 3 majhne otočki so razcvet doživeli pred dobrim desetletjem, ko so domačini vzpostavili hitre povezave s pristanišči na Baliju in tja množično začeli voziti tuje goste. Do otokov Gili najhitreje pridete, če greste na enega od teh hitrih motornih čolnov, ki vsakodnevno plujejo na relaciji Padang Bay-Gili. Iz balijskega pristanišča Padang Bay vsakodnevno izpluje na desetine bolj ali manj hitrih čolnov. Na Gilije lahko tako pridete v pol dneva z najpreprostejšimi plovili ali pa relativno hitro, recimo v 2 urah na krovu hitrih motornih ladij.
1250 konjskih moči, kolikor jih premore naše prevozno sredstvo, ubrano reže valove in morje peni do neprepoznavnosti. Turisti, večina jih prihaja iz Avstralije, se prepustijo sončnim žarkom, mi pa z objektivom naše kamere opazujemo, kako se vrhovi ugaslih balijskih ognjenikov vse bolj oddaljujejo. Morje je mirno in po poldrugi uri plovbe že ugledamo 3 majhne otočke obkrožene z belim peskom. Na kratko se ustavimo na Lomboku, a večina potnikov je namenjena na Gilije, zato premet čolna kmalu preusmerimo tja. 3 gili ali tiga gili, kot jim pravi večina domačinov, so manjši otočki obdani s koralnim grebenom, ki se na severovzhodu skorajda kot kakšen privesek držijo večjega brata Lomboka. Celoten akvatorij s 3 otoki meri približno 15 kvadratnih kilometrov, na vseh 3 pa živi dobrih 4000 prebivalcev. Večina se jih ukvarja s turizmom. In Gili Trawangan is very famous with the turtle area, snorkeling area, and good for diving. So and the other one famous with we call Gilimeno. Yeah, Gilimeno is very beautiful view and also a nice beach with the white sand, and then many hotel and bungalow down there. And also in Gilimeno is famous with the Bounty Wreck, and then Turtle Point there, nice for snorkeling, and then famous with the beautiful Brooklyn Reef. And then finally, Gili Air is very good view there. And Gili Air is as small as the Gili Island in Gili. Gili Island, Gili Air is the very good for diving. Where in Gili Air is famous with the garden fish, where you can see a lot of color of fish there. Šnorklanje in potapljanje sta glavni magnet za številne turiste, ki prihajajo na Gilije. Večina gostov se na šnorklanje lahko odpravi neposredno z otoških plaž, saj je živopisani morski svet tu od obale oddaljen le nekaj 10 metrov. Mnogi turisti ribe koralnega grebena privabljajo tudi s hrano, ki jo v morje prinašajo v plastenkah, ribe pa so se na takšno postrežbo očitno že privadile. Morsko dno je tu sicer že kar precej opustošeno, kar pa ni le delo človeka, temveč tudi posledica orkanov in tajfunov, ki so tod v preteklosti že povzročali veliko škode. Na otokih ni cest, po redkih kolovozih pa se je možno prevažati le s konjskimi vpregami ali kolesi. Na največjem izmed 3 otokov Travanganu je tudi želvje zatočišče, ki ga s prispevki turistov vzdržujejo domačini. Odrasle želve namreč gnezdijo na obalah Gilijev. When they put the egg around the beach and then they're hatching, I think the life about 10%. Yeah, if you use this theory in this project, I think they can live about 60 until 70%. V akvariju hranijo približno 150 želv 3 različnih vrst, najpogostejše so zelene želve. I take here about 1 year when I make it strong enough for the swim, alright? If less than 1 year, I think it's too dangerous because here a lot of big fish, they bite them. Okoli Gilijev lahko srečate tudi do metra velike morske želve, poleg njih pa še mante, morske pse in druge zanimive prebivalce Indijskega oceana. Dan zaključimo s sprehodom po Gili Travanganu, ki je pravi raj tudi za tiste, ki si želijo zgolj poležavanje v senci in namakanja v 28 stopinj toplem morju. Slovenci se do svoje kulturne dediščine, tudi pomorske, velikokrat obnašamo zelo mačehovsko. No, zgodba, ki vam jo predstavljamo v naslednjih minutah, je lep primer tega, kako pravzaprav ne bi smeli ravnati. Mnogi pomniki naše pomorske preteklosti ostajajo živi le po zaslugi zanesenjakov, ki za njihovo ohranjanje žrtvujejo svoj čas in denar. Takšen je tudi primer Gregorja Rejca, lastnika ene od 2 slovenskih bark, druga je jadrnica Galeb v lasti Pomorskega muzeja, ki sta vpisani na seznam naše kulturne dediščine. 60 let staro 12 metrov dolgo dragonjo, ki je bila zgrajena za potrebe Sečoveljskih solin, kjer so jo uporabljali za vleko Maon, je Gregor Rejec dobil v roke pred slabim desetletjem. Ker se je v Italiji izučil za mojstra ladedelca, se je kmalu lotil obnove barke.
Še prej pa je skušal raziskati njeno preteklost. Bil sem v ladjedelnici, kjer pač nažalost so se izgubili vsi dokumenti. Govoril sem pa z ljudmi, ki so v bistvu takrat delali in kakor so mi povedali, so bile narejene dva tašna plovila. Za eno se je izgubila sled popolnoma in ta je še edina, ki je nekako ostala v tašnem stanju, kot je. Na pobudo Pomorskega muzeja, številnih Rejčevih prijateljev, zbirateljev lesenjač in ljubiteljev starih plovil so Dragonjo pred 3 leti uvrstili na seznam kulturne dediščine. Plovilo ima za odločbo podan status, nacionalnega bogatstva kulturnega spomenika. Gre za historično plovilo, ki je vezano tudi na že v preteklosti razglašen kulturni spomenik Nepremični, to so Sočovske soline. Saj je bila to plovilo naročeno strani takratnih solin, takratnega podjetja, ki je delovalo na solinah, z namenom nabave vlačilca Maon, to se pravi lesenih barž, plovil, ki so jih uporabljali za vleko soli med solinami in skladišči soli, kjer se nahajamo zdaj. A status kulturne dediščine Rejčevi barki prej škodi kot koristi, saj ne sme več prodati komorkoli, še manj pa predelati ali spreminjati njen zunanji videz. Za nameček pa je Dragonja zaradi novih pravilnikov koprske komunale morala iz mestnega Mandrača in je sedaj brez priveza. Rejec si želi, da bi kulturni spomenik po končani prenovi bil na ogled vsem, zato si že nekaj časa prizadeva, da bi si v enem od obalnih Mandračev zagotovil privez. Financiram se jaz od začetka naprej. Je zdaj ena zadeva, ki bi se reklo samoumevno in prvobitno, kar potrebuje plovilo, je kos morja. To pomeni en privez. In tukaj pri tej zadevi so se začele stvari zadnje čase precej zatikati. Rejec je za privez v Mandračih zaprosil vse 3 obalne občine, a pozitivnega odgovora zaenkrat še ni prejel. Vse kaže, da je skrb za nacionalno kulturno dediščino vendarle na plečih posameznikov. Žal je skrb izključno na plečih lastnika, gospoda Rejca. Torej, vloga Pomorskega muzeja v tem trenutku je, da po svojih močeh pomaga z nasveti, kaj več s kakšnimi finančnimi pomočmi, ki podobnega v bistvu muzej ne obstaja s tem namenom in tudi v bistvu nima možnosti, ne objektivnih, ne subjektivnih pri tej stvari, tako da mu pač ga poskušamo suportirati po svojih najboljših močeh. Nekje pa vidimo v prihodnje možnost, da se ga vsaj delno razbremeni v ideji, ki se nam je porodila, da bi to plovilo ponovno uporabili, sicer z nekoliko posodobljenim namenom, če tako rečem, za vzpostavitev nekakšne muzejsko-turistične plovne poti, ki bi jo ta barka lahko izvajala. Mi nameravamo pripraviti projekt oživljanja muzeja solinarstva in tudi povezovanja med muzejem solinarstva in bivšimi skladišči soli, torej Monfort, Grando. V tem okviru bi lahko si razmišljali o obnovi tega plovila, torej zadnjega vlačilca Maon, ki bi služil za povezavo med solinami in skladišči. A do tega bi lahko prišlo šele v novi finančni perspektivi Evropske unije prihodnje leto. Do takrat pa bo Gregor Rejec svojo Dragonjo še vedno prepuščen lastni iznajdljivosti in sredstvom za obnovo in vzdrževanje, ki jih nikoli ni dovolj. Morda pa smo se vendarle zmotili in v primeru Dragonje ne gre za slovensko, temveč za Rejčevo kulturno dediščino. Pot nas bo sedaj, drage gledalke in gledalci, vodila v Dalmacijo. Tja se je nedavno odpravil naš redni sodelavec Andrej Natlačen in v vodah okoli otoka Hvara posnel nekaj zanimivih reportaž. Bol je najstarejše mesto na otoku Braču. Kraj je v zapisih prvič omenjen v 12. stoletju, tamkajšnji prvotni prebivalci pa so bili Iliri.
Leži na sredini južne obale otoka s pogledom na sosednji Hvar. Bol je zanimivo mestece in premore številne zgodovinske spomenike vredne ogleda. Prvi med vsemi je bržkone dominikanski samostan iz leta 1475 z bogato arheološko zbirko in župnijsko cerkvijo, ki leži ob prelepi peščeni plaži na južnem robu mesta. Središče Bola pa krasi še ena mogočna stavba. Gre za poslopje prve dalmatinske vinarske zadruge, ki so jo tu odprli v začetku prejšnjega stoletja. Mesto premore približno 1700 prebivalcev. Nekoč je bilo to tipično dalmatinsko ribiško mestece, a je turizem kot gospodarska panoga ribištvu že zdavnaj prevzel primat. Bol je znan po kristalno čistem morju in čudovitih plažah. Najbolj priljubljena med vsemi je Zlatni rat ali Zlati rt. Ta plaža je ena najlepših in največjih naravnih znamenitosti na Jadranu. Septembra v času našega obiska je sicer bolj samevala, toda v sezoni se tu le stežka najde prostor za poležavanje. Na obali med mestom in Zlatim rtom je dobro opremljena potapljaška baza z venečim imenom Big Blue Diving Center. Gonilna sila kluba je domačin Ivica Martinič Cezar. Kot odličen poznavalec tamkajšnjega podmorja nam v krajšem pogovoru kmalu zaupa najlepše potapljaške lokacije okrog Bola. Ukupno ronilački centar vodi na poludnevne izlete, znači izlete nakon kojih se vraćamo u centar i ponovno idemo na drugi uron, na nekakvih 15 lokacija koji su uglavnom smještene na Hvaru. Imamo neke na ovoj strani Brača, dok još postoji nekakvih 15 lokacija, pa možda i više, na koje se može ići na cijelodnevne izlete, znači ako se uzmu duple boce i roni se dva zarona u jednom izletu. Večina potapljaških itinerarjev z Bola vodi čez preliv na severno stran otoka Hvar. Vožnja traja približno pol ure, ta čas izkoristimo za obvezen posvet pred potopom. Kmalu potem, ko vržemo sidro, svojo kamero zaplavam v svet tišine, kjer se vedno počutim kot doma. Stene so tu zanimive, a s koralami bolj malo poraščene, še največ je žvepljenjač. Ta spužva je živo rumene barve, sestavlja pa jo več navpičnih, cevastih izrastkov z otekalko na vsakem vrhu. Na zraku potemni in postane zeleno-črna. Rada ima svetlobo, zato pogosto naseljuje zgornje dele skal, prenese pa tudi bolj onesnaženo morje. Druga pogosta kremenasta spužva je grbasta rogljača. Raste navpično in ne preveč razvejano. Na njej prevladuje rumeno-oranžna barva, zraste pa do 50 cm višino. Živi v vseh globinah. Zaplavam še nekoliko nižje v upanju, da bom med skalami ugledal kakšno zanimivo ribo. In res mirno priplava pisanica ali pirka, za katero je značilna modra pika na bočni strani telesa. Po podvodnih tratah se pase jata fratrcev. Znanje sta značilni dve temni progi. Prva poteka za škržnim poklopcem, druga pa pred repno plavutjo. V nevarnosti se umaknejo v globoke luknje in razpoke. Zelo lepe so tudi pahljačaste korale, kot naprimer rumena gorgonija. Gre za kolonijo polipov z notranjim mehkim ogrodjem. Kolonije so velike do 50 cm. Pahljače so ponavadi postavljene pravokotno na morski tok. Ko plavam ob steni, zagledam v podvisu zame najljubšo stvaritev narave, to so Neptunove čipke. To je mahovnjak, ki gradi lijakaste čipkam podobne mrežaste strukture, ki pa so na žalost izredno krhke. Na skalnih blokih so trdno zasidrani rdeči kozolnjaki ali morske breskve. Imajo čvrst plašč z dvema sifonoma in so živo rdeče barve. Najbolj pa me je navdušil potop pri Kampanelu na Paklenih otokih, jugo-zahodno od Hvara. Ko se spustim kakšnih 10 metrov, zaplavam na polje pahljačastih gorgonij. Polipi so precej večji kot pri drugih sorodnih gorgonijah. Celotna kolonija je karminasto rdeče barve in lahko zraste preko 1 metra. Naseljuje strme stene na globinah pod 30 metrov, kjer je prisoten stalen pretok vode. Na njej se zadržujejo številni organizmi, ki se prehranjujejo z obžiranjem polipov. Plavanje med dvema obraščenima stebroma je prav nenavadno. Poseben prizor pa pričaram, ko svetlin gorgonije in njihova vijolična barva dobesedno zažari. Že sem pri sidru, ko zagledam jato fratrcev, med njimi pa šviga sem ter tja pavji knez. Zrastejo do 25 cm v dolžino.
Počasi se dvigam ob steni in občudujem te čarobne, intenzivne barve. Priplavam do vrha stebra in na platoju poraščenem s travo opazujem jato salp. Živijo v manjših jatah na peščenem ali kamnitem dnu. Telo je sivo-srebrne barve s številnimi zlato-rumenimi vzdolžnimi progami. Že sem odločen, da se dvignem proti površini, ko zagledam stražno vetrnico. Je rjavo-zelene barve s svetlimi vzdolžnimi progami. Vetrnica ob ustreznem dražljaju sproži skozi steno akoncialne bele niti, ki so opremljene z ožigalkami. Ponavadi je pritrjena na hišico polžev, v kateri živi rak samotarec. Odnos med rakom in vetrnico je simbiotski. Rak prenaša vetrnico po dnu, ta pa ga ščiti s svojimi strupenimi lovkami pred plenilci. Na sidrni vrvi že visijo ostali potapljači in opravljajo dekompresijo. Tudi sam se oprimem vrvi in počasi dvignem do ostalih ter naredim obvezen dekompresijski postanek. Nekaj minut zatem sem že na površini. Plovba nazaj proti Bolu v toplem jesenskem vremenu mine v prijetnem razpoloženju. To je bil resnično uspešen dan, poln novih vtisov in obarvan s čarobnimi barvami podvodnega sveta. Sedaj pa o sredozemskih vranjekih, o morskih pticah, o katerih vemo bore malo. Nas pa bodo več o njih podučili znanstveniki, ki sodelujejo v projektu SeaMarine. Več v naslednji reportaži. Sredozemski vranjek je ribojeda morska ptica, ki živi le na območju Sredozemskega in Črnega morja. Strokovnjaki menijo, da se njihova populacija giblje med 15 in 20 tisoč primerki, kar visok odstotek jih zahaja tudi v severni Jadran. V Tržaškem zalivu se tekom poletja zadržuje več kot 10% celotne sredozemske populacije. Gre namreč za podvrsto vranjekov, ki je razširjena samo v Sredozemlju in Črnem morju. Tako da je to območje zelo pomembno za njih. Slovensko morje pa zavzema en velik del tega območja in pri nas se zadržuje čez poletje tam od 1500 do 2000 osebkov. Število vranjeka je nekoliko naraslo v zadnjih 20 letih, večinoma se pa pri nas pojavlja v pognezditvenem času, se pravi po tistem, ko odgnezdijo v Dalmaciji, potem pridejo k nam v tem poletnem času in se tukaj zadržujejo do zimskega obdobja, ko jih je potem seveda veliko manj. Seveda k nam prihajajo večinoma zaradi plitvega morja. Plitvo morja pomeni lažje prehranjevanje, se pravi, ker se jim ni treba potapljati tako globoko, porabijo veliko manj energije in seveda tudi severni Jadran velja za bogato območje s plenom, s katerim se prehranjujejo. O sredozemskih vranjekih, ki izhajajo iz družine kormoranov, bomo prav po zaslugi monitoringa biologov v okviru projekta SeaMarine izvedeli veliko več. Vranjek je izključno morska ptica, to je mogoče prva stvar, da se od nam bolj poznanega kormorana, ki predvsem živi v celinskih vodah, se razlikuje po ekologiji svoji, po svojih zahtevah, se zadržuje izključno v morju. Drugače, mogoče ena taka zanimivost je, da se potapljajo lahko zelo globoko, recimo maksimalni potopi so znani tudi do 80 metrov, tako da so neki taki ekstremni potapljači. Vranjeki seveda kot izrazito morske ptice nikoli ne zaidejo na kopno. To pomeni, da se tudi v času prenočevanja zadržujejo večinoma na morju in zaradi tega izbirajo območja, ki so za prenočevanje primerna, to so seveda školjčišča, se pravi boje školjčišč. Namen projekta SeaMarine je vzpostaviti morska območja Natura 2000 za sredozemskega vranjeka. S pomočjo sredstev iz programa LIFE in aktivnostmi, ki so že v teku, bodo sodelujoči skušali zbrati čim več informacij o njihovih aktivnostih, prehranjevanju in navadah. V sklopu projekta so tako izdelali tudi 12-minutni film o vranjekih. V filmu pa predstavljamo predvsem življenje in življenjske navade sredozemskih vranjekov in pa tudi pomen varovanja in ohranjanja sredozemskih vranjekov pri nas. Namreč ne gre samo za sredozemske vranjeke, gre za ohranjanje celotnega morskega ekosistema
ker je Vranjek pač vezan na to okolje, odvisen od njega, prav tako kot smo odvisni tudi ljudje, sploh te priobalne skupnosti. In izkaže se, da pač tako Vranjeki kot recimo priobalne skupnosti, ribiči, da so podvrženi istim grožnjam v tem morskem okolju in v bistvu je treba to okolje varovati. V vodah okoli majhnega otočka Čeninga na arhipelagu Nusa Penida v Indoneziji pa smo se, dragi gledalke in gledalci, nedavno poizkusili tudi v vožnji s podvodnimi skuterji. Več v naslednjih minutah. Nusa Čeninga je majhen, le pol drugi kvadratni kilometer velik otoček, ki skorajda vkleščen leži med turistično zelo priljubljenim Lembonganu in precej večjim otokom Nusa Penido, od katerega ga ločuje le nekaj 100 metrov širok morski preliv. Večina poti do Čeningana vodi z Balija, kjer se lahko vkrcate na enega od številnih hitrih čolnov, ki vas do majhnega otočka zapeljejo dobre pol ure. Na Čeningan nas je gnala želja, da bi se preizkusili v vožnji s tako imenovanimi podvodnimi skuterji. Pogrotavščina, ki jo v svetu poznajo že nekaj let, je v daljni Indoneziji novost v turistični ponudbi, kar je pritegnilo tudi zanimanje tamkajšnjih medijev. Vožnjo s podvodnimi skuterji na Čeninganu ponujajo v paketih, nam pojasni direktor družbe, ki je na otočku zgradila pravcato turistično pomorsko bazo. Dnevno tja pripeljejo tudi do 100 vodne zabave ženih domačinov in tujcev. They come here to enjoy the package we sell, like a banana boat, snorkeling, underwater scooter, canoe and semi-diving. Nas so zanimali predvsem vodni skuteri, nekakšna novost v ponudbi indonezijskih turističnih delavcev, ki bo morda po snemovalcu dobila tudi v Evropi, zakaj ne tudi v Sloveniji. Scooter underwater is a new activity. Around 1 or 2 months ago, we have compared to the dive scooter. Scooter is like motorbike in the land, right? But this in the ocean. Kratka razlaga o skuterjih nas seveda ni zadovoljila, zato smo se želeli tudi sami preizkusiti v vožnji z njimi. I have an explanation to you before you go to underwater, right? Like how to do. You do going up and we have going down. We have button, black or white and red one. The red one is we call going up, the inflator, and the white one we call deflator. If you want to go up, you push the red one, you go up, and then you want to go to down, you push the white button, you go down. In smo šli. Skuterji zmorejo do 10 metrov globoko, v njih pa boste vsaj glavo imeli vedno na suhem, saj posebna jeklenka v kupolo nenehno dovaja zrak, ki poskrbi za to, da vam pod vodo ni potrebno nositi maske in druge potapljaške opreme. Že po nekaj metrih, ko odrinemo z rampe, nas pod vodo čaka presenečenje. Na približno 8 metrih globine so namreč domačini postavili nekaj kamnitih skulptur hindujskih božanstev in tako rešili 2 muhi na en mah. Sama lokacija potopov je postala skorajda sveta, zaradi masivnih kamnitih skulptur pa se tam zgrinja tudi precej morskih prebivalcev. Potopi skuterji lahko trajajo kar dolgo, ker pa je ta dejavnost še v povojih, je okoli nas mrgolela kar preveč potapljačev in drugih članov ekipe, ki je očitno trepetala, da kaj ne bi šlo narobe. V tem podvodnem skuterju se človek počuti malce utesnjenega, ampak dobi pa vpogled v podvodni svet. Enkratna zadeva. Nasploh je Čeningan znan po svojem bogatem podvodnem svetu, zato tja vodijo tudi poti številnih potapljačev. In every dive spot in the area this island, they will see many kinds of marine tropical lives like manta point, manta, mola, and many kinds of tropical fish. Nekaj smo jih potem, ko smo se izkrcali iz zanimivega podvodnega skuterja, videli tudi sami. Na večjem splavu, ki služi kot bazna postaja za vse vodne užitke na Čeninganu, so namreč uredili tudi potapljanje za neplavalce ali pol potapljanje, kot mu pravijo domačini.
Z masko lahko ob dovajanem zraku le meter pod gladino vode ždite ure in ure ter hranite ribe, ki so tam skorajda kot v samopostrežni restavraciji. Dan hitro mine. Domačini pa nam ga popestrijo še s prikazom petelinjih bojev, ki so v Indoneziji sila priljubljeni. Še prej pa nas seveda podučijo, da so boji prepovedani in da gre v našem primeru le za kratek prikaz tradicionalnih bojev, ki pa jih izvajajo prav na vsakem koraku. Konec koncev pa se tradiciji res ne spodobi ugovarjati, kaj ne da? Tako to je bilo vse v tokratni prvi letošnji oddaji Med valovi, dragi gledalke in gledalci. Tudi naslednja bo zanimiva, to vam obljubljamo. Med drugim si boste lahko ogledali tudi najjužnejši potapljaški center povsem v slovenski lasti na zemeljski obli in še kakšna zanimivost se bo našla. Skratka, bodite z nami tudi čez mesec dni. Za tokrat pa hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje do prihodnjič.